Želim pozdraviti doktorja Meherja Javadanfarja, predavatelja za Iran na Univerzi Reichman, ki se nam zdaj pridružuje iz Tel Aviva. Najlepša hvala za vaš čas. Torej, pogovori potekajo, potem pa so prekinjeni. Ni povsem jasno. Vse to po več dneh napadov in povračilnih napadov, ko si Washington in Teheran medsebojno očitata kršenje tega začasnega premirja. Kakšno je vaše mnenje o trenutnem stanju? Je to premirje, Manita? Resno? V katerem slovarju, v katerem odstavku slovarja katerega vzporednega vesolja? Dotek. Je to premirje? Mislim, da obe strani govorita, poskušata ugotoviti, ali bodo pogovori koristili njunim interesom. Zdaj, ena stvar, ki jo moramo tukaj in zdaj spoznati, je, da obstajata dva dejavnika, ki Iranu pritiskata, da uporabi vojaška sredstva, da bi iz Združenih držav iztržil boljše pogoje. Eden od teh je vprašanje Hormuza. Iranci želijo imeti popoln nadzor nad Hormuzom. Anita, to moramo sprejeti, to bo njihovo stališče. Pripravljeni so nadaljevati to vojno izčrpavanja nizke intenzivnosti proti Združenim državam, dokler ne dobijo, kar želijo. To je nekaj, kar jim je zelo pomembno. Druga stvar je vprašanje Libanona. Iranci so zelo razočarani, da se boji v Libanonu niso ustavili, ker prvi odstavek memoranduma o soglasju med Iranom in Združenimi državami pravi, da se bodo vsi konflikti končali, tudi v Libanonu. Toda to se ni zgodilo. Kar se Irancev tiče, bi moral Izrael zdaj prenehati obstreljevati Hezbolah. Vojna bi se morala končati in tudi konflikt tam bi se moral končati. Toda to se ne dogaja. Seveda se to ne dogaja, ker gre za enostranski sporazum. Pravi, da se mora vojna v Libanonu končati. Ne poziva Hezbolaha naj preneha streljati. Torej sta to dve odprti vprašanji. Ena od teh je v bistvu Iran, vendar obe Iran poskuša izboljšati svoj položaj s tem, da še naprej napada ZDA. In preverili bodo, kako daleč lahko pritisnejo na ZDA v Katarju. Zagotovo bo zanimivo videti, kaj bo izšlo iz teh pogovorov v Dohi, če se bodo res zgodili. Govorite o koristih za vsako stran. Predsednik Masud Pezeškian je danes po poročanju dejal, da bo $6 milijard od 12 milijard zamrznjenih sredstev v Katarju po dogovoru sproščenih in vrnjenih Iranu. Zakaj točno bi ta denar, po vašem mnenju, verjetno uporabili? No, Anita, pomislimo. To je država z 90 milijoni ljudi. Kaj je $6 milijard? Mislim, da dejstvo, da mora Iran prositi za $6 milijard, kaže, v kako težkem položaju je režim. Poskuša izboljšati gospodarsko situacijo. Poskuša stabilizirati trg v Iranu. Prvič, s pridobitvijo injekcije tuje valute, čeprav je to zelo majhen znesek za tako veliko državo. Prav tako so Iranci zelo zadovoljni, da je bila blokada Hormuške ožine odpravljena in da lahko ladje pristajajo v iranskih pristaniščih, saj Iran večino izdelkov za vsakdanjo rabo uvaža po morju. Kopenske poti so veliko bolj omejene in dražje. Tako poskuša stabilizirati razmere. Seveda se sooča s svojimi lastnimi ovirami znotraj režima. Strani ljudi, ki, kot sem poudaril v svojem prejšnjem odgovoru, želijo izboljšati pogoje sporazuma za Iran s soočenjem ZDA. In to je zelo, zelo nevarno za iransko gospodarstvo. Toda za zdaj je predsednik Pezeškian dosegal svoje. Torej mu pravijo, glej, svoj denar si že dobil. Dobil boš svoj denar. Ta blokada bo odpravljena. Zdaj moramo predati nadzor. Ja, moramo stvari vzeti v svoje roke, narediti stvari po svoje, da dobimo še boljše pogoje za naslednji dogovor. Ampak Anita, če smem dodati še eno stvar. Prosim, kar povej. Ljudje v Izraelu se ne zavedajo, kako velika grožnja je to za Izrael in njegovo varnost, ko imamo Katarce kot posrednike. Katarci so sovražniki države Izrael. Katarski režim si želi, da Izrael preneha obstajati. Podpira vse te različne skupine po svetu, ki imajo subverzivne cilje in pozivajo k delegitimizaciji
ter uničenju Izraela. Katar je danes v bistvu Iran, le da ima več denarja in boljše odnose z Združenimi državami Amerike ter veleposlaništvo v Washingtonu in odlične odnose z gospodom Kushnerjem, gospodom Witkofom in Donaldom Trumpom. In ko so Katarci posredniki in imajo tako dobre odnose z gospodom Vanceom, me to res skrbi. Ker naj vam dam samo en majhen primer. Vse, kar Katarci slišijo tukaj, njihovi diplomati po svetu, karkoli ima opraviti z Izraelom ali Iranom, če pride v Doho, v 1 uri bo v 2 urah prispelo v Teheran. Imajo zelo tesne odnose, so podaljšana roka Irana, so neuradna podaljšana roka Irana, glede na odlične odnose, ki jih imajo. In v tej državi se premalo zavedajo, kako velika nevarnost je to. O tem smo prej govorili v oddaji. Dejstvo je, da se večina v državi spomni posnetkov iz 7. oktobra, ko so voditelji Hamasa v Dohi praznovali in tam živeli. Glede na to, kar se dogaja zdaj, Benita, je to veliko bolj nevarno, ker so zdaj oni odgovorni za vprašanje Irana. Hamas je eno. Hamasa lahko bolj nadzorujemo. Toda pri vprašanju Irana so oni tisti, ki sedijo z Američani. Anita, oni sedijo z gospodom Vanceom. In to je, ne moram vam niti povedati, kako velika grožnja je to za državo Izrael. to je resnično izjemno zaskrbljujoče. Vedno cenimo vaše vpoglede in vaš čas. Hvala vam kot vedno, doktorica Meir Jabar Danfar, v živo iz Tel Aviva. Hvala.